Sekcijo bomo zaključili Jure Pavšek, Blaž Repe, Peter Mikša in Urban Pipan, ki bodo govorili o virtualni resničnosti. In zdaj bomo prišli do tega, vidim, da Mihaela že gleda, kako bo potem znamenja v virtualni resničnosti postavila v virtualni svet. Izvolite. Ja, lep pozdrav še v imenu soavtorjev, pa bom kar takoj popravil o obogateni resničnosti, ne o virtualni. Do tega še pridemo, bova pa tukaj s kolegom Urbanom, jaz sem Jure Pavšek, tole kolega Urban Pipan in bova danes predstavila tale naš projekt, s katerim se ukvarjamo intenzivno zadnji 2 leti. Pa za štart malo teorije. Torej, najprej bi se ustavila na samem pojmu tematske poti. To verjamem, da veste, kaj so. Torej, poti, ki vam ponujajo preko raznih panojev možnost, da se bolj povežete s prostorom, da zveste več stvari o prostoru, kjer se nahajate. V Sloveniji jih je kar preko 700. Izmed teh 700 poti je velika večina klasičnih tematskih poti, torej to pomeni, da imajo panoje, table v fizični obliki postavljene v prostor. Te klasične tematske poti seveda predstavljajo določene težave. Prva seveda infrastruktura, torej da ta tematska pot torej obstaja, je potrebno neposredno v prostor postaviti table, panoje, katere pogosto, ne vedno, tudi degradirajo območje zaradi tega, ker torej se ne vzdržujejo, jih pustijo, samo postavijo in potem nekako degradirajo prostor. Seveda pa je tudi na vseh teh tablah so omejene možnosti, kaj se lahko gor prikaže. Lahko se prikaže torej samo slikovno ali pa samo besedilno, torej vsebina. Vse te stvari se dajo rešiti s pomočjo digitalizacije, kar sva tudi midva se lotila, torej digitalizacija v obliki mobilne aplikacije. Zdaj, mobilne telefone imajo praktično vsi pohodniki, kamorkoli gredo. Zaradi tega se nama zdi, da je zelo taka fina stvar za naprej, da se tematske poti digitalizira in predstavi v obliki mobilne aplikacije, kar sva tudi naredila. Prva stvar, ki je tukaj zelo taka fina, če se smem tako izraziti, je to, da se informativne table, ki so prej bile postavljene v prostoru, zdaj da na telefon, v izobraževalna okna, torej ni več posega v prostor, prav tako ponujajo več stvari kot neke klasične table, klasični panoji, ni jih potrebno vzdrževati, možno je, da gor predstaviš tudi neko audio oziroma video vsebino, prav tako pa je zelo velik doprinos tudi to, da ponujajo navigacijo z obogateno resničnostjo in pa nek prilagodljiv spletni zemljevid, ki marsikomu, ki ni to kartografsko pismen, zelo veliko torej pomaga. Prav tako pa ponujajo ta mobilne aplikacije minimalne stroške vzdrževanja, torej ko se enkrat vzpostavi, ga ne bo načel niti vandal, niti sneg, niti dež, ampak bo pač obstal. Tako, pa da gremo naprej torej na obogateno resničnost. Zadeva je podobna kakor virtualna resničnost. Ponavadi jo najdemo sploh v angleški literaturi pod augmented reality, tukaj tudi ta kratica AR. Gre pa za umetno ustvarjeno vsebino, ki jo dodamo na posnetek resničnega sveta. Se pravi, pri virtualni resničnosti dobimo tista očala, ki nas čisto predstavljajo v neko novo okolje, tukaj pri obogateni resničnosti pa imamo mi dejansko okolje, ki je okrog nas, samo dodajamo noter umetne elemente. Zadeva deluje lahko na različne načine, eden takih je z markerjem, torej kamera recimo v prostoru prepozna določene elemente in potem sproži prikaz teh prekrivnih grafik. Midva sva se pa tukaj osredotočila na lokacijsko, torej ko pač z napravo pridemo na določeno lokacijo, določene koordinate, se avtomatsko sproži prikaz prekrivnih grafik. Zakaj je zadeva tukaj v redu? Ker pač omogoča dobro prostorsko predstavo, ker lahko pač označimo dejanske predmete, brez da bi pač postavljali tja oznake, puščice, se samo pač pokaže na zaslonu. Tukaj je en tak primer, ki sva ga dala, če imate otroke najinih let, mogoče poznate tole aplikacijo Snapchat, dodajajo se taki filtri, ki pač prepoznavajo obraz in potem te stvari gor dodajo. Zelo znan je bil pa tudi primer mobilne igre Pokémon Go, ki je par let nazaj obnorel svetu, vsi so s telefoni letali okrog pa Pokémone navidezne lovili po ulicah. No in v bistvu
samo idejo Pokémon Go je bila tudi ustvarjena aplikacija Pouhar, ki v sklopu katere sva naredila 5 novih digitalnih tematskih učnih poti, vsaka ima neko svojo zgodovinsko in geografsko rdečo nit, vse pa so postavila na območje Krajinskega parka Polhograjski Dolomiti, od tod tudi samo ime Pouh, Polhograjski Dolomiti in AR Augmented Reality. Zdaj sama aplikacija, poleg teh novih tematskih poti, ima zelo velik doprinos tudi to, da vključuje AR navigacijo, več o njej kasneje, in pa tudi prilagojen spletni zemljevid, ki je torej prav narejen s tem namenom, da ga uporabljajo ljudje, ko pridejo na teren, da se dejansko lahko tam orientirajo in vidijo samo njim relevantne stvari. Ok, kako sva pa to naredila? Torej, aplikacija Pouhar je rezultat že obstoječih in pa tudi številnih lastnih programskih rešitev. Uporabila sva programsko okolje Unity, ki ga mogoče poznate kot orodje, ki je primarno namenjeno izdelavi mobilnih iger, tudi iger za računalnike, igralne konzole in tako naprej, omogoča pa zelo precej enostavno vgradnjo tudi tehnologije obogatene resničnosti. Kar je bilo od že obstoječih rešitev, sva uporabila orodje AR plus GPS Location, ki pač pomaga pri tem umeščanju virtualnih elementov, torej na točno določene lokacije v resničnem svetu. Za vgradnjo zemljevida in pa tudi za navigacijo sva pa uporabila Mapboxove rešitve, to je eno ameriško podjetje, ki pač omogoča res tako vgradnjo v Unity, torej navezavo na to in pa tudi zelo dobre kartografske rešitve. In tako je nastala aplikacija Pouhar, zdaj pa na kratko še mogoče o delovanju same aplikacije. Torej, ko odpremo aplikacijo, se nam odpre en takle meni, v katerem lahko izberemo poljubno tematsko pot. Ko kliknemo na enega od tehle slik od spodaj, se nam odpre predstavitev, si lahko pogledamo malo dolžino, čas hoje in pa tudi kratko predstavitev, različne tematike in potem imamo tukaj tudi gumbe, ki nas potem popeljejo naprej in nam pomagajo točke na terenu dejansko poiskati. AR navigacija, torej navigacija z obogateno resničnostjo deluje takole. Skratka, preko tega Mapbox Directions sistema aplikacija pošlje po izvedbo, skratka, želim priti od svoje lokacije na določeno točko, ki je vnaprej vnešena v sistem in na podlagi torej koordinat tega cilja in trenutne lokacije aplikacija plune ven priporočeno pot, ki jo potem označi z virtualnimi smerokazi in pa z navodili, ki se posodabljajo v realnem času. Torej, tele pikce se pač vzdolž prave poti prikažejo na tleh in potem navodila, koliko časa še v tisto smer. Potem se pa zadeva seveda samodejno posodobi. Če pač pot ni v vidnem polju kamere, torej če sem obrnen v napačno smer, pa mi pokaže puščico, kam naj se obrnem, da se ne bom zgubil. Zadeva ni nič novega, deluje tudi, pač imate jo tudi vi, če uporabljate Google Maps ali pa tudi Appleove naprave, navigacijo z obogateno resničnostjo že uporabljajo, je pa ta omejena pri Googlu na območja, ki so pač poslikana s Street View storitvijo, pri Applu pa je to okvirno 150 večjih mest po vsem svetu. Najina tale navigacija pa deluje povsod, ker je pač črpa podatke o infrastrukturi poti iz OpenStreetMapa in lahko od katerekoli točke na svetu popelje v Polhograjce. Tako, ja, vse skupaj dopolnjuje en tak interaktiven spletni zemljevid, ki sva ga po meri izdelala v orodju Mapbox Studio. Prilagojen je uporabi v pohodništvu, torej res sva želela, da bi bil čim bolje prikazan teren okrog nas in pa različna infrastruktura, ki pač pohodniku pride prav. Gostilne so gor, klopce, viri pitne vode, kakšne zdravstveni dom sva tudi dala, recimo lepi razgledi in tako naprej. In na zemljevidu se tudi pač prikazuje lokacija uporabnika v realnem času. Mogoče različne možnosti interakcije, od obračanja do približevanja, s čimer pač tudi dosežemo večjo podrobnost, kot jo lahko doseže zemljevid, ki je pač fizično na panoju in pač uporabnik, če se pa na zemljevidu premakne predaleč, se pa lahko tudi vedno vrne na ta privzet prikaz. Potem pa pridemo do lokacije, kjer se nam
torej takole v resničnem svetu pokažejo te virtualne prikrivne grafike. Recimo tale Sveta Marjeta, pri cerkvi Svete Marjete v Žlebah se pač tam pokaže in potem se lahko dotaknemo. Sicer so to grafike Jakoba in Marjete, dva lika iz lokalnih legend in pripovedk, in ko se jih pač dotaknemo na tisti lokaciji, se odpre eno tako okno z dinamičnimi vsebinami. Recimo tukaj sva dala primer zvočnega posnetka, da se pa dodajati vse sorte, od video posnetkov do kakšnih preprostih mobilnih iger, celo interaktivnih nalog in tako naprej. Zdaj ne vem, če so zvočniki povezani, ampak lahko malo zvočnega posnetka poslušamo. Ja, mislim, da niso. So. Njega dni, kdo ve kdaj, je na sedanjem prostoru med cerkvijo in zvonikom zijalo globoko brezno. V jami pa je prebival strašen zmaj, Lindvern. Kaj je zmaj v jami počel, boste mogli sami pogledati. Pejte kdaj, kakšno nedeljo na izlet, je zelo lepo tam. Tako, evo, malo prednosti. Tako da to tako nekako izgleda najna aplikacija Pouhar. Zdaj zelo so ponosna, ker sva znotraj te aplikacije odpravila praktično vse pomanjkljivosti, o katerih sem že govoril na začetku, ki jih imajo klasične tematske poti. Prav tako je sama aplikacija zelo preprosta, zelo intuitivna, res jo lahko uporabljajo tako otroci kot tudi starejši. Seveda vse, kar morajo imeti, je mobilni telefon. Seveda en tak velik doprinos je tudi sama igrifikacija. Torej, s tem, ko ti iščeš te točke in potem gor klikaš na njih, se nam zdi, da je ena taka stvar, ki zna to približati predvsem osnovnošolskim otrokom, da bodo, če so že na telefonih, šli vsaj z njimi kdaj ven. Sicer pa je velik doprinos same aplikacije tudi to, da to popestri neko turistično ponudbo Krajinskega parka, kar je že zadnjih 15 let v sami strategiji občine Medvode, ampak se žal še niso naredili dovolj veliki koraki v to smer. S to aplikacijo so se naredili koraki, torej da se tudi sama turistična ponudba tukaj doda in popestri. Da ne bova samo hvalila, še par pomanjkljivosti oziroma možnosti za nadaljen razvoj, in sicer aplikacija je zaenkrat na voljo samo na napravah Android, predvsem zato, ker je za Androide precej lažje aplikacije izdelovati in tudi precej ceneje. Pomanjkljivost je pa to, da na terenu, da ni ničesar tam, in obiskovalec, ki tja samo pride, torej ne more vedeti, da je tukaj poteka učna pot, tako da je treba kar precej energije vložiti v oglaševanje. Sama aplikacija je tudi zaenkrat precej preproste strukture, torej ne shranjuje nobenih podatkov, kakšni procesi bi bili lahko še bolj avtomatizirani, kamor tudi stremimo, trenutno zadeva se še razvija naprej. In pa zaradi same preprostosti, torej lahko pride tudi do določenih napak v točnosti prikaza AR prekrivnih grafik. Naprimer, da pač pot še zmeraj kaže v okvirno pravi smeri, ampak lahko pa za kakšno stopinjo odstopa od dejanske poti, ki je tam prikazana na terenu, je pa seveda vse odvisno od senzorjev naprave. Z računalniškim vidom bi se zadeva lahko rešila, skratka, da bi aplikacija tudi na terenu dejansko prepoznavala potek poti iz slike, ki jo dobiva. Ker uporabljava že obstoječo rešitev, torej ta Mapbox Directions, ki je v originalu angleška zadeva, Slovenci pač te zadeve še nimamo prevedene do tega nivoja, da bi bila kakšna navodila za pot, da bi bila vsa navodila za pot super, tako da imamo tudi kakšne take hodite jug in podobne, ker je to pač avtomatska stvar. Takole. Za konec. Naj povem, da je to eden od prvih tovrstnih projektov v Sloveniji, pa tudi širše. Nisva našla zares nobenega, ki bi na tak način se zadeve lotil, in pa ko sva raziskovala to področje, sva res opazila številne možnosti za nadaljnji razvoj aplikacije in tehnologije obogatene resničnosti nasploh. Se nam zdi, da je v slovenski ali pa tudi nasploh v geografiji še zelo slabo zastopana, pa je škoda, ker ponuja res ogromno enih stvari in se res veseliva, kaj bo v naslednjih letih se iz te zadeve še razpletlo.
Lahko poveva, no, trenutno je v procesu še aplikacija Zbiljar, torej okrog Zbiljskega jezera, ki veliko teh omejitev, ki sva jih tukaj naštela, že rešuje, že odpravlja, bo pa šla ven v naslednjih dneh, tednih. Tudi aplikacija Polhar zaenkrat na Google Playu še ni na voljo, lahko pa, če vas stvar zanima, si jo prenesete na tele QR kodi, je pa tudi seveda v prihodnosti predvideno tudi to. Hvala. Hvala za zanimivo predavanje, pa hvala, ker ste me iz navidezne resničnosti v obogateno postavila. Imamo čas za vprašanja, verjamem, da jih je kar nekaj. Če prav razumem, imate zaenkrat samo 5 poti narejenih, tako da je pač dejansko se prikazujejo stvari. Tako. Zaenkrat je narejenih samo 5 poti na terenu, sva jih naredila tudi sama, ker sva oba dvopredmetna geografa, zgodovinarja, sva mogla pokriti obe področji in pač kot prfoksa v to smer iti. Se pa pač zadeva že delava intenzivno na tem, da bi se digitalizirale tudi že obstoječe kakšne učne poti, da bi se vzpostavile nove, da se zadeva širi tudi še na druga področja. Interesa med turističnimi društvi je kar precej za to stvar in tudi zdaj v prihodnosti prihajajo evropski razpisi za to področje, bomo probali še kakšna sredstva počrpati, je pa sigurno v planu širiti ponudbo. No, se samo to, ker sem razmišljal, da bi mogoče lahko sodelovali točno s temi nekimi turističnimi društvi, da bi jim še dali neko, ne vem kako to deluje, lih pravico še, da oni urejajo, pa da vidva sam potrdita pol, če se vam zdi v redu. Ker to bi šlo ful hitrej, če bi... Ja, načeloma sva tudi na vezi oziroma veliko sodelujemo s Turistično zvezo Slovenije in zdaj trenutno Turistično zvezo Medvode, kjer, kot je kolega že omenil, bo probala digitalizirati v roku 2 let že obstoječe tematske poti v občini, da bodo vse v taki digitalni obliki. Seveda je pa možnosti tudi za druge občine še veliko, sva tudi to dobila že ponudbe, ampak seveda zmeraj se zatakne pri financiranju in birokraciji, ampak računamo, da zdaj, ko bodo spet prišli ven evropski razpisi, da bo tudi to šlo kaj naprej. Ja, drugače pa dobra ideja, da bi se dali narediti nekaj takega, kar bi ljudje sami lahko ustvarjali, tam pa da bi se avtomatsko potem v aplikacijo. Recimo, ja, dobro, super, dobra ideja, hvala. Ja, nekaj. Ja. Zdaj, ko so te potke na internetu sicer zelo luštne, ampak a sta se bila že kaj v dogovorih, da bi vsaj na začetku poti kako tablo postavila, ker drugače ljudje težko, razen tisti, ki vejo. Ja. Je v planu, se pravi, kot še enkrat s temi razpisi, midva se zadeva vse to, kar je tukaj, sva financirala sama, tudi naučila sva se sama, ker nisva nikoli nobenega ozadja za to imela, tako da je pač v osnovni obliki, ampak je z veseljem bi, če pač dobiva ustrezne partnerje. Sigurno, ja, ker drugače je res težko ljudi ozaveščati o tem, ja. Jaz sem tukaj treba potem z občino, ker je treba dovoljenje, da tablo postavijo. Tako, ja, veliko je tega, ja. Veliko potem spet. Birokracija in financiranje spet, ja, ampak se tudi dogaja v tej smeri. Hvala. Prosim. Podjetje? Ne še. Ampak... Z naslednjim mesecem. Ja, no, zato sem hotel reči, da morate. Zakaj bi bilo samo... Zdaj, malo sta šla dober marketing, Zbiljar pa Polhar, zakaj ne bilo sam Android R ali karkoli aplikacija? Zanima me samo to. API so verjetno plačljivi ali delujete... Teli konkretno so pač v določenem obsegu zastonj. In to še pašemo znotraj tega obsega. Mislim, da bomo tudi še kar nekaj časa pasali v ta obseg, zato sva se tudi odločila za njih, oziroma pač stroški niso bili visoki za izdelavo tega. Je pa pač, ko pač seveda se preseže določena meja, se pa začne to tudi kar lepo plačevati, ja. Ja, ampak z ustreznim financiranjem z evropskih razpisov lahko naredite dobro zgodbo. Definitivno, tak je plan. Hvala vsem predavateljem, ker ste se držali časa, hvala vsem za dobro diskusijo. Meni že malo po trebuhu krul in mislim, da je čas, da nadaljujemo diskusijo ob kavi. Hvala. Hvala.